Prispevki za socialno varnost za zavarovanca družbenika. Zavezanec, ki je družbenik oziroma delničar gospodarske družbe, ustanovljene v skladu s predpisi v Republiki Sloveniji, oziroma ustanovitelj zavoda ter zadruge in je poslovodna oseba, družbenik, je obvezno zavarovan z naslova lastništva družbe od dneva vpisa v poslovni register ali v drug register kot družbenik in poslovodna oseba, do dneva izbrisa, če ni zavarovan na drugi podlagi. Zavezanec prispevke za socialno varnost obračunava in plačuje od zavarovalne osnove, določene po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, in sicer najmanj od zavarovalne osnove v znesku, ki je določena kot minimalna osnova v posameznem obdobju prehodnega obdobja. V letu 2018 od 80% PP, v letu 2019 od 85% PP, od leta 2020 dalje pa od 90% PP. Lahko pa se odloči za zvišanje zavarovalne osnove do višine 3,5-kratnika PP. Če zavezanec oceni, da zavarovalna osnova ne ustreza pričakovanemu dobičku v tekočem letu, lahko za naprej plačuje prispevke za socialno varnost od zavarovalne osnove, zmanjšane za največ 20%, vendar najmanj do zavarovalne osnove v znesku, ki je določen kot minimalna osnova v posameznem obdobju prehodnega obdobja. Davčni organ na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga, sestavi predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost, POPSV, in ga vroči zavezancu elektronsko prek portala e-davki, najkasneje do 10. v mesecu za pretekli mesec. Prispevke za socialno varnost mora zavezanec plačati najpozneje do 20. v mesecu za pretekli mesec. Prispevki za socialno varnost se plačujejo v različne blagajne. Ali ste vedeli? Zavezanec, ki je družbenik, lahko vse prispevke za socialno varnost plača v enem znesku, če se v svoji spletni banki prijavi na prejem e-računa, pri čemer se s prejeto prijavo na prejem e-računa šteje, da se zavezanec strinja s splošnimi pogoji plačevanja dajatev z e-računom. Davčni organ bo takšnemu zavezancu na podlagi obračuna prispevkov za socialno varnost pripravil tako imenovani zbirni plačilni nalog, ki bo vseboval podatke o javnofinančnih blagajnah, vrstah in višini dajatev, ki jih je treba plačati. Zbirni plačilni nalog bo FURS poslal zavezancu prek njegove banke v obliki e-računa v enotni standardizirani obliki e-slog, ki bo vključeval tudi obvestilo v PDF obliki. Če podatki v POPSV niso pravilni in ali popolni, ali če v sistem e-davki ni bil odložen POPSV, mora zavezanec sam predložiti obračun prispevkov za socialno varnost najpozneje do 15. v mesecu za pretekli mesec. Zavezanec mora sam v obračunu prispevkov za socialno varnost posredovati morebitne spremembe osnov, ki bi bile posledica uveljavljanja določenih pravic, bolniški stalež, starševski dopust, ali če se odloči za spremembo, povišanje, znižanje zavarovalne osnove.